Evo, pozdravljeni, tukaj imamo gospoda Ivana, v Ananda holističnem centru. Ivan nam bo povedal svojo zgodbo, svojo izkušnjo glede ozdravitve kolen, bolečine, hudih bolečin v kolenih, po katerih seveda medicina ni našla odgovora. Ivan, kako je to bilo, koliko časa je to trajalo? Trajalo je 40 let, rajke še leto več. In bolečine so bile res težke. In doktori so imeli tablete pred bolečinami in blokade. Vsake to let sem mogel na blokade iti. In je zelo težko. Tudi doma sem težko hodil po stopnicah. Sploh s traktorja dol je bilo zelo težko, se držal za vrata, da nisem vedel, ali bom pokleknil ali bo šlo. Zelo težko je bilo. To je trajalo koliko? 35 let še več? Ja, 40 let. 40 let teh bolečin. Pa kaj so rekli zdravniki, kaj naj bi bil vzrok? Kaj je bila diagnoza? Diagnoze dejansko ni bilo več pred konci, kada se mi pogačica malo obrabila, ampak ni bilo, slikal sem tokrat in še zmeraj ni bilo prav točne diagnoze. Niso točno vedeli, kaj se dogaja. Niso točno vedeli. Ok, in potem si ti začutil, da bi rad šel k enemu takemu malo bolj naprednemu holističnemu zdravniku, Ja. In potem Milena, žena, je videla ta podcast delo, In ona se je naročila in Ja. po pregledu, po ugotovitvah tam 3-4 mesece se je pa to izboljšalo. Eno leto je bilo čist brez bolečin. Po približno enem letu se mi je lev vsake toliko časa malo poslabšal, ampak to je za kakšen dan. Ampak je spet naprej zelo dobro. Desno me pa takrat ni še nikoli bilo. Res super. Torej zdaj normalno živiš, normalno funkcioniraš? Vse zelo normalno kot pred 40 let nazaj in je res super. Odlično. To bi zelo pohvalil tega doktorja Dejana, da neizogibno je boljše. Tako. Torej ti si hodil tedensko na seanse transpersonalne kvantne terapije in smo delali na vzorcih, na blokadah, na čustvih, ki so bili v bistvu globi vzrok očitno tega stanja. Podpora tudi za kvantno medicino in se je zadeva zgleda sanirala, telo je začelo zdraviti samo sebe, ker vemo, da telo ima močne sposobnosti samozdravljanja, če mu le damo pravilno informacijo. In očitno je bila ta informacija zate pravilna in je telo naredilo tisto, kar je pač potrebno. To je res super. Upajmo, da bo to zdržalo. Zaupamo, da bo to trajno in zdaj je že dolgo dobro, že cirka koliko, zdaj že kar precej mesecev, Ja. Ni težav. Komu bi priporočil recimo take terapije, Ja, vsem, ki imajo take težave podobne, ampak ne pride pa to čez noč. To je treba vztrajati in sprostiti se in kar doktor reče in to zaupati in to upoštevati in tako. In se 100% se izboljša. Odlično. Bravo, Ivan, čestitke za tvojo ozdravitev, čestitke za preboj. Hvala enako, da smo do tega prišli. Ja. Zaupali v to. Tako je, spravim vedno, to je milost, iz višjih nivojev, ki se zgodi, ko nič ne pričakuješ, Ivan, enostavno zaupaš se, predaš se, zgodi, Ker dosti ljudi ima pa ta pričakovanje in s tem glih blokira ta proces. Mogoče še to poveš. Tako, od začetka nisem niti vedel, kako sploh to gre in sem se prepustil
kar mi je Dejan naročil, to sem delal. Meditacije pač je bilo treba tudi doma. Redno doma delati in to so bili rezultati z tega prišlo. In to je res super. Odlično. Torej, delati doma tudi protokole, a ne? Zaupati procesom, biti predan. Na seminarje hoditi in to. Tudi, ja. Vidva sta bila tudi nas na seminarjih, zdaj imamo ta vikend, a ne? Tudi en model 2, a ne? Pa v Bosni tudi na retritu. To je bilo tudi močno, a ne? To je res super. Tako. To bi vsem priporočil s takimi težavami. Tako, da grejo celostno, da grejo celi noter v proces, da zaupajo, se predajo in potem so lepi rezultati, a ne? Tako je. Odlično. Bi še kakšno zaključno misel, karkoli bi še sporočil za naše gledalke, gledalce, ki nas bodo gledali? Jaz bi rekel, obiščite Dejana Jariča, pa bo on to uredil. Bomo z višjih nivojev pomagali, ne? Da se reši. Da se uredi. Tako. Odlično. Hvala, Ivan, hvala za vse, pa se vidimo, a ne? Hvala lepa. Hvala.